Hvala lepa. Že od vsega začetka trdim, da Slovenija v tej krizi potrebuje kriznega menedžerja brez prtljage, brez raznih hipotek, ki bo deloval takoj in za zdravo pametjo. Še vedno pa se mnogo ukvarjamo s preteklostjo, ampak še vedno pa odločno premalo za tem kriznim menedžerstvom. Takoj in ta trenutek, ko praktično stopicamo na enem mestu, se ne premikamo. Treba je misliti na danes dobra podjetja, kako jih spodbujati, da jutri ne bodo postala slaba, da ne bodo izgubila konkurenčno prednost in postala slaba. In da bomo ne nazadnje tudi morda slabim pomagali, da postanejo dobra. Ne moremo čakati le na to, da nam bodo v krizi pomagali drugi, nasloniti se moramo sami nase. Evropa se ukvarja z reševanjem evra, pri tem jim seveda Slovenija izdatno in aktivno, zelo aktivno pomaga, vendar sami se pa moramo začeti ukvarjati predvsem z reševanjem naših dobrih podjetij. Ne le največjih, tudi najhitrejših, inovativnih, propulzivnih, kot se temu reče. O čem je torej treba razmisliti v tem kriznem času? O jasni smeri. Zato odpiram idejo, jo dajem na agendo, sprašujem tudi vse ostale, o kateri mislim, da se moramo danes začeti pogovarjati, napraviti resno diskusijo. Dajem smer za rešitev, da je treba dajati spodbude vsem našim dobrim podjetjem in to ne z državnimi pomočmi, ampak spodbudo in zaščito dobrih podjetij. Tako, da bo na vseh javnih razpisih dosežen cilj najvišje kakovosti za primerno ceno, poudarjam, najvišje kakovosti za primerno ceno, ne pa najnižja cena za kakršnokoli kakovost. V tem trenutku se nam dogaja, da zaradi hlastanja po najnižji ceni uničujemo nekatera dobra podjetja, ki skozi najnižjo ceno preprosto niso sposobna ustvarjati akumulacije, zaradi te nezmožnosti ustvarjanja akumulacije niso primerna v luči bank za financiranje, za kreditiranje in tako naprej. In ta spirala, negativna spirala, se preprosto še samo poglablja. Zato je najbrž potrebno ustrezno spremeniti tudi zakonodajo, ustvariti ustrezen nadzor, pri tem pa pri pripravi teh ustreznih sprememb zakonodaje absolutno vključiti Urad za varstvo konkurence, Računsko sodišče, Komisijo za preprečevanje korupcije, za zagotovitev usklajenosti, učinkovitosti in strokovnosti. Marsikje je zakonodaja že zdaj v redu, a je problem pri izvajanju in se je držimo tako, da se nam celo Evropa smeji. Marsikdaj smo bolj papeški od papeža, kot se temu po domače reče. Pod točko 2. Banke morajo vse trikrat povečati obseg financiranja dobrih slovenskih podjetij. Mandatar mora spodbuditi banke vsaj trikratnemu povečanju obsega financiranja dobrih projektov, podjetij. Zavedam pa se, da bo to možno, ko se bo realizirala točka 1. To je spodbuda in zaščita dobrih podjetij, ker bodo s tem banke jasno vedele, da bodo kreditirale dobra podjetja, ki bodo omogočala normalno poslovanje na javnih razpisih. Predpostavka pa seveda je, in absolutno, in to je samo po sebi umevno, da skozi te presežke ne bomo kreditirali tajkunov. Da to ni mogoče, se sam absolutno ne strinjam. Kot minister so mi velikokrat dejali, da je to nemogoče, da je ono nemogoče, da ni mogoče storiti enega, da ni mogoče storiti drugega. Sam sem se toliko, da se spomnim, kako je to bilo,
se spomnim, kako je bilo z odpiranjem 29 železniških zapornic, kjer se je 12 ljudi v 3 letih sestalo 56 krat, da bi te zapornice, ki so bile postavljene, tudi odprli, pa jih niso odprli. Sam sem to komisijo razpustil in v 3 mesecih je teh 29 železniških zapornic delovalo. Pa se to ni dalo. Tisti krizni menedžer, ki govori, da je treba le klestiti stroške, je seveda to pomemben segment in bo to pomemben segment v naslednjem mandatu in jih prelagati samo iz levega in desni žep, je to seveda premalo. Jaz vidim, da je možno skozi to spodbudo, če hočete zaščito, vendarle v veliki meri spodbuditi in zagnati slovensko gospodarstvo. Seveda, poleg vsega tistega, kar govorimo o razbremenitvi davčnim in tako naprej in tako dalje. Kaj bo na vse to porekla Evropska unija? Trdno sem prepričan, da bo Evropska unija to razumela in mora razumeti. Nismo v enostavnih časih, smo v času krize in v kriznih časih se moramo obnašati drugače. Krizno. Evropska unija prav gotovo ne potrebuje šibke Slovenije. Šibka Slovenija je breme za Evropsko unijo. Evropska unija potrebuje močno Slovenijo z zdravim in močnim gospodarstvom. Sem absolutno proti, da nam bodo denimo azijska podjetja, a katerakoli druga podjetja, z dampinškim nastopom uničevala slovenska podjetja in slovensko kmetijstvo in bomo tako Slovenci posredno plačevali azijske davke ali pa davke katerikoli drugih držav. S tem se absolutno ne strinjam, zato ta predlog na mizi kot ideja, da se politika začne resno ukvarjati z njim, da najdemo ustrezne rešitve. Jaz verjamem, da se to da, pričakujem pozitiven odziv in naj bo to eno od ključnih naših nalog, poleg vseh idej, ki so v volilnih programih in delovnih načrtih, da zaščitimo slovensko podjetje, ker bo to dalo največjo dodano vrednost, največjo akumulacijo slovenskega gospodarstva. Najlepša hvala. Zagotovo so vprašanja. Prosim. Nisem razumel, zakaj bi bil problem z Evropsko unijo? Ste rekli, ni vseeno, kaj bo rekla Evropska unija? Ja, jaz mislim, da... Pogledajte, Evropska unija ponavadi skoči za vsako malenkost, ne? Žal ne skoči za velike stvari, ker če bi za velike stvari pravočasno skočila, najbrž Grčije tudi ne bi bilo. Ne? In v tem primeru se zna zgoditi, da bo Evropska unija kaj skakala. Jaz mislim, da moramo mi narediti vse in tako, kot počnejo to tudi drugi. Ne? Tako kot tiho in na fino. Skratka, spodbuditi in zaščititi slovenska podjetja z ciljem, da se doseže najvišja kakovost za primerno ceno. Ker ste v bistvu med vrsticami rekel, da je treba pri javnih naročilih zaščititi slovenske podjetja. Točno tako. Točno tako. Absolutna prednost torej domačih ponudnikov. Absolutno. Nemogoče je, konkreten primer, da v slovenskih javnih zavodih, če se samo dotaknemo prehrane, da ne bi rekel v šolah in vrtcih, našim otrokom dajemo za prehrano, ki prihaja vprašanje odhod. Tudi iz azijskih držav. Zato, ker je izključni kriterij najnižja možna cena. Kakovost je nepomembna.
Pa to samo taki banalni primer. Takih primerov lahko navedemo še veliko. Problem gradbeništva v tem trenutku. Zgodila se je katarza slovenskega gradbeništva. Pa ta Slovenija bo v prihodnosti potrebovala gradbeništvo. Jaz verjamem, da je prišlo v tem trenutku do počiščenja ali razčiščenja slovenskega gradbeništva. Ne bi pa želel, da bi tuja gradbena podjetja z dumpingom uničila še to, kar je ostalo. Ali pa tista najbolj zdrava gradbena podjetja, ki še životarijo. To pa najbrž ne bi bilo dobro za slovensko ekonomijo in za slovensko državo. Pa najbrž je še veliko takih enakih. Prosim. Kaj pa se da storiti prav na tem področju gradbeništva? Ne? Vemo, da recimo ta največja podjetja, ki so v Sloveniji v bistvu zgradila in avtocestni križ, vse največje podjetja, teh ni več. Tako. Slovenija pa bo verjetno še gradila. Absolutno. Kdo bo stopil v te velike čevlje podjetij? Poglejte, nekaj boljših ali pa bolj zdravih gradbenih podjetij je še vendarle preživelo. Denimo na našem koncu Pomgrad še vedno živi, z težkimi mukami. Ne? Pa še bi se najbrž našlo kakšno takšno gradbeno podjetje, ki ga ne moremo uvrstiti v neke drugorazredne podjetja. Torej, to so lahko ti, ki so preživeli, denimo, mislim, da tudi Begrad ni karkoli, to so po moji oceni morda kakšna nova jedra. Ne izključujem pa možnosti, da se ustanovi tudi kakšno novo gradbeno podjetje. Ključno pa je v gradbeništvu, da se ta izkušnja, ki smo jo imeli, in to modrost, ki smo jo pridobili skozi avtocestni križ in ta kultura, ki je bila vzgojena skozi avtocestni križ, da se več nikoli ne ponovi. To pa je ključno. Torej, zagotovo pa tako, da se bo zdaj ta, kako bi rekel, ko je naše gradbeništvo praktično na kolenih, da bi zdaj nekdo izkoristil to šibkost, pa z dumpingom uničil še to, kar malega je. To pa vendarle je potrebno biti zelo pozoren, preudaren, predvsem pa se obnašati gospodarno. Z zornega kota seveda država. Morda še kakšno vprašanje? Gospod Bratuš, vi razmišljate še nekaj. Če vidim na vašem obrazu. Ja, zdaj, če smo rekli prehrana, pa gradbeništvo, kateri so še sektori, kjer je mogoče tle največji rezerv? Jaz mislim, da je največji problem v tem trenutku res gradbeništvo in kmetijstvo. Gradbeništvo praktično celotno ekonomijo vleče navzdol. In preprosto zdaj sedeti križem rok in čakati, da se bo kaj samo od sebe zgodilo. Se ne bo. Se ne bo. In seveda, gledajte, ni to zdaj neka vreča brez dna, ampak vendarle je v državnem proračunu tudi v današnjem in jutrišnjem in še pojutrišnjem bo zagotovo en precejšen delež sredstev za takšne ali drugačne državne investicije, ceste, železnice in tako naprej in tako dalje. Je. In je. S tem je treba zdaj ta sredstva po zdravi pameti seveda najbolj modro naložiti, da nam bo dala dvakratno dodano vrednost, če hočete. Nerodno bi bilo, da bi zdaj s tem malim, kar imamo, financirali tuja podjetja, da bodo akumulacijo ustvarjali v drugih državah, tam plačevali davke in tako naprej. To je po moje oceni izguba. Izguba za državo. Moramo pa biti modri, sodelovati, vključiti vse te inštitucije, da je zadeva tako, kot mora biti. Jaz ne želim ščititi nobenih tajkunskih zgodb. Vi dobro veste, da sem se temu osebno kot minister, da ne bom rekel, prvi zoperstavil na javni sceni. Ni bilo enostavno.
spopadal se z največjim lobijem, ki je bil v tej državi, zagotovo uspešno, delno tudi kdaj ne, imel sem pa iskrene namene. Seveda. Trikratno povečanje obsega financiranja bank. Kako ste pa to si domislili? Saj govorim vam o tem, ne. Prvi del je potrebno speljati, ne. Zakaj banke danes ne financirajo? Po eni strani se govori, da banke sredstva nimajo, po drugi strani pa imajo, pa nočejo kreditirati, zato ker preprosto podjetjem ne verjamejo. Ali pa, da so podjetja preveč zakreditirane. Dva pogoja. In jaz verjamem, če začnemo to, prej sem govoril o negativni spirali. Skratka, da podjetja skozi javna naročila ne morejo zagotoviti nekega normalnega poslovanja, posledično ne morejo dobiti tudi ustreznega financiranja, svojega financiranja. Če bodo lahko zagotavljala skozi javna naročila neko normalno poslovanje, bodo imela tudi ustrezno financiranje. Pravi, ta protekcionizem, to bi bilo striktno omejeno recimo na ta javna naročila, ali so še kakšna druga možna področja? Zaenkrat vidim tukaj možnost, zagotovo se pa lahko pogovarjamo tudi o kakšnih drugih idejah še. Protekcionizem je morda pregrob, ne? Ker jaz govorim o zaščiti. Ne? Čeprav, ja. Se pravi, to je nekakšen poziv ostalim političnim akterjem, da bi se dogovorili o tem? Absolutno. Poglejte, mi nimamo veliko manevrskega prostora, to se zavedamo vsi. Naše gospodarstvo je šibko, je na prepihu. Še posebej zdaj, ko je velik del gospodarstva na kolenih. In s tem se je potrebno soočiti. In narediti vse, da tisto, kar imamo, obdržimo. Spodbuditi jasno na drugi strani tiste majhne, mikro. Zato govorimo o teh pavšalnih davkih. Sam mislim, da je to rešitev za mikro in majhne in tudi en velik potencial v teh mikro in majhnem podjetništvu. Ampak sicer pa tu imamo en potencial, ki ga je potrebno pač modro izkoristiti. Ne samo v javnih naročilih, pa ste rekli še kje druge. Kje je to še kje druge? Pravim, javna naročila so največji zalogaj. Tu so javno, tu se, bom rekel, tukaj javna sredstva so na razpolaganju. Vse gledajte državne pomoči, pa vse to skupaj, verjamem, da je to nemogoče. Morda se porodi še kakšna ideja. Jaz sem navrgel prvo. A to mislite, da ne bi pol, recimo, teh slovenskih izvajalci najemali tujih izvajalcev, recimo zaradi kadrovskih? To so zdaj že potem detajli, ne? To so že detajli. Jaz bi bil proti, ne? Absolutno. Če želimo s tem, če je to ideja pomoči slovenskim podjetjem, pol je to. Potem to ne more biti kaj drugega. Slovenska podjetja naj najemajo slovenska podjetja. Absolutno. Mislim, če bo firma z direktorom in fikusom najela tuje podjetje, potem gledajte, potem nismo naredili nič. In to Evropska unija mora razumeti. Nas nihče ni vprašal praktično takrat, ko je bilo potrebno pomagati Grčiji. Saj nismo imeli možnosti izbire nobene. Pa pomagamo državi, kjer se je marsikaj dogajalo. Pomagamo zaradi skupne valute. In prosim lepo, verjamem, da nam lahko dovolijo, da si pomagamo sami sebi. Morajo nam to dovoliti, da se bomo pomagali sami sebi. Da bomo močnejši in da ne bomo problem za to Evropsko unijo.
prepričani, da ni nobene evropske direktive, ki bi recimo to omejevala? Bomo se soočili z njo. Aha, Se bomo soočili z njo. Glejte, jaz pravim, večkrat sem dejal, ne? In ne razumem te logike v Evropski uniji. Ko malo kršiš pravila, si kaznjen, ko pa kršiš po dolgim in počes, pa ti vsi pomagajo. Poglejte, to ne gre. To preprosto ne gre ta logika. In ne more biti. Mi bomo s tem, ko bomo pomagali, vsem najbolj pomagali Evropski uniji in skupni monetarni valuti. Najbolj bomo pomagali temu. Saj ne iščemo pomoči od zunaj. Sami si bomo pomagali, samo pustite nam. Ne gre se zanesti na kogarkoli drugega. Jaz ne verjamem, da bo Sloveniji kdorkoli drugi pomagal, ko bomo mi prišli na vrsto. Zato je potrebno zdaj biti moder, preudaren, ko je še čas, ko še imamo možnosti in izkoristiti res vse potenciale, ki jih imamo, zato da si bomo sami pomagali. Kaj pač podobno kot Slovenija naredijo recimo tuja podjetja po Evropi in s tem, oziroma druge države Evropske unije? A mislite, da to ne delajo? No, ampak recimo, da začnejo to še javno odpirati in s tem... Poskušajte kandidirati za gradbenim podjetjem v Avstriji ali pa v Italiji, pa boste videli, kam boste prišli. Pa lahko greste za dumpingom, pa s čemerkoli, pa ne boste dobili posla. Se pravi, to je princip, ne? To, kar zdaj vi predlagate, je nekaj, kar je tako rekoč vsak pameten gospodar v krizi že dela po Evropi. Hvala, da ste... Ne, pa se to morate videti. To je to. To je to. Jaz poslušam samo razumeti. Vse to je to.